Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Bliža se 25. marec in z njim materinski dan. To je dan, ko se otroci spomnimo na svoje matere in jim v znak hvaležnosti nekaj podarimo. No, kaj vse jim lahko podarite v današnji oddaji? Spet bomo ustvarjali. Gospa Petra Kulšek, lepo pozdravljeni v studiu. Lep pozdrav. Ja, verjetno vsako leto obdarite svojo mami, kaj ne? Seveda, potrudimo se, da naredimo nekaj lepega. Če so one nam podarile najlepše, kar je možno življenje, zakaj ne bi mi se potrudili z nekimi malenkostmi. Pa že veste, kaj boste podarili letos? Letos si bom podarila cvetje, vendar pri tem, ko sem razmišljala, kaj bi pa podarili Mišmaševci, sem se pa domislila, da podarijo takšno cvetje, ki ga ni moč natrgati v naravi ali kupiti v trgovini, lahko pa ga naredimo z takšnimi preprostimi materiali, ki so zagotovo v vsaki kuhinji. Tako, to in še dva izdelka bomo pokazali v današnji oddaji. Kateri bo prvi izdelek? Prvi izdelek bo papirnata vrtnica, zelo občutljiva na dežne kaplje, pa vendar z njo si lahko tudi na koncu naša mama obriše solze sreče predvsem. Kaj vse potrebujemo za to vrtnico? Potrebujemo papirnate brisačke ali pa servetke oziroma papirnate prtičke, flomaster, eno takšen model za risanje krogov, potem seveda vodo in pa kozarec, na katerega bomo potem lističe dajali gor, in pa vroče lepilo ali pa belo lepilo. Zdaj razlika je samo v tem, če bomo uporabljali vroče lepilo, bomo malo hitrejši, medtem če bomo pa uporabljali belo lepilo, pa bomo malo počakali, da se bodo lističe med sabo zlepili. In s čim začnemo? Začnemo pa tako, da papirnate brisačke prepognemo večkrat, da dobimo več plasti. Najmanj za en cvet naše vrtnice potrebujemo 30 lističev, torej 30 plasti. Takole damo modelček na sam prtiček in uporabimo flomaster. Flomaster mora biti nealkoholen, torej navaden flomaster, debelina, barva je čisto vaša izbira. In ko narišemo takole si krogce, jih potem tudi izrežemo. Je pa to čisto navaden kuhinjski papir, prtiček, ki ga najdemo doma? Čisto navadna kuhinjska brisačka. Zdaj, če ne želite imeti tole, kar bomo mi delali, da se bojo tako barve prelivale, lahko tudi barvni servetek uporabite in ga pač na okroglo izrežete. Jaz bom samo pokazala primer. Torej, takole izrežemo krogec in potem seveda so tukaj različne oziroma več plastije, ki jih damo narazen, zato da potem s flomastrom po robu samo obrišemo. Pri tem ni potrebno, da smo natančni, kajti želimo, da se barva razlije. Malo tudi naj Mišmaševci pazijo, da ne na samo površino mize. Ali lahko uporabimo tudi več barv? Lahko uporabite več barv. Saj veste, vrtnarji sedaj ustvarjajo različne vrtnice, ki se prelivajo jim barve. Takole. In potem samo pokažemo. Date si lahko kar v en pekač tele lističe, date vsakega zase, nadevate poljubno število torej lističev, najmanj 30 približno, odvisno tudi potem od samega kozarca, in potem takole pošpricamo kar lepo. Mogoče takole obrneva, da bodo videli še Mišmaševci. Da se prepojijo listki in vidimo, da se barva tudi prične razlivati.
In potem tale pekač damo v pečico. To je bila torej navadna voda. Navadna voda, nič posebnega, torej tudi to imamo doma, torej kuhinjska brisača, Flowmaster, navadna voda, lepo prepojimo ta listek in potem damo v pečico. Če imamo seveda ogromno časa, da smo prej se spomnili, da se lahko to čez noč posuši, lahko tudi na zraku posušimo, drugače pa si lahko pomagamo torej s pečico, damo pekač v pečico, tam na približno 100 stopinj Celzija in v roku 5-10 minut se ti lističi posušijo. Do te mere, da potem imamo takele lističe. Moramo pa biti verjetno pri tem sušenju v pečici previdni. Vedno, kadar damo v pečico, smo poleg pečice, ne odhajamo nikamor, ne na računalnik, ne televizor gledati ali karkoli, smo zraven in vsakič malo preverimo, če so že listki posušeni. Ko so posušeni, jih date lepo, seveda pladenj primete z krpo, date ven iz pečice in potem listke imamo takole posušene. Potem pa vidite, da so se barve razlile poljubno, ker smo polili samo vodo. Potem pa si vzamemo poljuben kozarec, poljubne torej tele odprtine in začnemo tele lističe prepogibati. In tukaj tem prosila Ema za pomoč, da prepognemo lističe na polovičko, zato da nam je takšno vodilo. In morda samo tako v informacijo, včasih so eni listki malo bolj prepojeni z barvom, nekateri malo manj. Pač na notranjo stran dajte tisto, ko je intenzivna, zato ker bomo tudi listke tako polagali. Torej imamo kozarček in damo en prepognjen listek takole na kozarček, lepo ob rob. In potem na polovici tega papirčka damo malo lepila, torej vročega ali belega. In damo drugi listek in potem takole prepogibamo in prekrivamo listke med seboj. Verjetno ne smemo pretiravati z lepilom, da ne uničimo teh listkov, ali ni pomembno? Ni tako pomembno, mislim, da ne morete, oziroma tako je. Če boste intenzivno, predvsem kadar belo lepilo uporabljate, vam bo prepojilo celo brisačko oziroma ta listek. In potem bo malo dlje časa trajalo, da se posuši. Pri vročem lepilu je pa tako, da kanček previdnosti v tej meri, da ne pretiravate z lepilom tako, da bi šel preko tega papirčka in bi potem se seveda opekli, kar pa tudi ni naš cilj, a ne? Kako natančni pa moramo biti pri izlaganju teh papirčkov? Skrbimo samo za to, da prepogibamo oziroma prekrivamo tele lističe, torej da se res trdno držijo, zato da potem, ko bomo dali mi cvet vrtnice dol iz samega našega modela, torej kozarec je samo zato, da nam drži obliko, da bo vrtnica seveda stala. Tako kot je treba, namreč ne uporabljamo nobenih drugih kakšnih lakov ali pa, ne vem, teh lakov za lase, s katerim časih zaščitimo naše izdelke. Papirček oziroma vrtnica mora stati pokončno. Kot sem pa rekla, lahko pa tudi uporabljate barvne, na primer, servetke, katere potem določeno barvo, ko imate, takšna vrtnica potem nastane. Listki so lahko čisto tanki, lahko so debelejši, lahko tudi iz navadnega papirja naredite. Tisto je malo težje potem samo prepogibanje, ampak takala kuhinjska brisačka, pa mislim, da je čisto takšno unikatno vrtnico naredite za svojo mamo. Jih pa takole poljubno potem razporedimo po kozarcu, ali moramo imeti kakšen sistem? Sistem je sam ta, da začnemo najprej, da resnično po robu lepo nanašamo in da listki med sabo se prekrivajo. Torej ne eden poleg drugega, ampak približno na polovici enega prekrijemo potem z drugim. Zato, da tako sestavljanko oziroma zloženko naredimo. In zdaj, kdaj zaključiti
Lahko zaključite že zdaj, ko se še takole jamica vidi noter v samem lončku oziroma kozarcu v našem primeru. Lahko pa naredimo tako, da se resnično čisto do konca prekrije oziroma zakrije ta luknjica. Ekole, čisto malo še. In zelo dobro je, midve sva dve, si takole pomagava in seveda tudi gre hitreje. Drugače pa čisto tako, če od samega začetka, torej da izrežemo papirčke, da jih prebarvamo vsakega posebej, da potem jih razporedimo v pladenj, špricamo z vodo in potem posušimo in seveda potem takole oblikujemo. Morajo mišmaševci računati kar takšno dobro uro in pol, da jim bo vzelo čas, ampak končni rezultat pa mislim, da vam bo zelo všeč. Res se splača. Sicer pa, če imamo kakšnega brata ali sestrico, lahko to naredimo skupaj. Tako, lahko skupaj naredita en cvet za mamo, ki res nikoli ne bo ovenel, hkrati bo pa zelo lepo darilo zanjo, ker verjemite, da nekaj truda pa ste vložili v tole čudovito vrtnico. Tole še zadnje lističe. Lahko bi, torej jaz smo zdaj samo vijolično barvo, lahko bi različne plasti delale, različne lističe, tako kot v naravi tudi pri našem ustvarjanju so lahko različne barve. Naprimer, da je tole dovolj. Na koncu lahko pokrijete z enim lističem, ni to zdaj nujno, ali pa morda celo na kakšen karton izrežete v krogu in date podstavek, ni pa to tisto, da bi pa res nujno bilo. Takole. Sedaj obrnemo in vrtnica je narejena. Wow, odlično, res. V studiu jih imava zdaj že 6, nekaj ste jih prinesli s sabo, lepe barvite vrtnice. No, preden nadaljujemo z naslednjim izdelkom, ki je pa, mislim, da tista vaza, ki ste jo prej na začetku omenili, pa si privoščimo nekaj glasbe. Le nekaj korakov, pa stopi v sreče svet, potem pa s teboj bom do konca svojih let. Saj veš, potrebujem le drobcene stvari, objem topel dom in da ti ob meni si. To je ta trenutek, to je harmonija najina, to je ta občutek sreče, ki bo večno trajala. To je ta trenutek, ko srce v varstvo dajem ti, ti pa ga zavedno v svoj objem zavij. S besedami božaš in solze mi sušiš, s nasmehom že zjutraj mi sonce narediš. Ti zadnji si košček v mozaiku sanj, zdaj vse je popolno, nič ni bilo zaman. To je ta trenutek, to je harmonija najina, to je ta občutek sreče, ki bo večno trajala. To je ta trenutek, ko srce v varstvo dajem ti, ti pa ga zavedno v svoj objem zavij.
smo že nazaj. Čas je, da izdelamo vazo, v katero boste lahko dali šopek rož, ki ga kupite ali pa naberete na travniku, kaj ne? Tako. In seveda s tem razveselite svojo mamo. Uporabljali bomo ali kako kovinsko pločevinko, torej potrebno je vedeti, da moramo imeti eno embalažo, ki bo zdržala vodo, drugače kot pri naših vrtnicah, ali pa takle steklen kozarček, malo višje višine, oziroma če boste zvončke nabirali konec koncev, lahko tudi je manjši kozarec, obojestranski lepilni trak, vroče lepilo in pa seveda naravno vrvico. Najprej si na kozarec nalepite obojestranski lepilni trak. Zdaj jaz imam takega širokega, lahko pa tudi uporabljate ožjega, seveda pri tem boste pač nalepili več teh trakov. Lahko so malo vmes je lahko presledka, s tem si bomo olajšali navijanje same vrvice. Takole. Dobro nalepimo, da se lepilo prime. Kje pa lahko mišmaševci dobijo takšen kozarec in takšen lepilni trak, če ga ne najdejo doma? Kozarec lahko najdete v kakšni živilski trgovini ali pa kakšni kmetijski zadrugi. Imamo ogromno različnih oblik teh kozarcev. Tako da pločevinke pa oziroma te konzerve pa tudi se morajo pa prej potruditi, da kupijo neko živilo v konzervi, ga pojedo in seveda potem preostalo konzervo umijejo dobro in pa potem takole, enako kot mezdala, tole delamo, lepo oblepijo z obojestranskim lepilnim trakom. Takole. Ko imamo to narejeno, obojestranski lepilni trak odlepimo. In potrebno je vedeti, da potem pazimo, da če imamo morda kaj iz blaga na mizi, da to se vse prilepi, zato da ne bodo imeli mišmaševci potem težav. Ali pa če bodo delali, naprimer, bomo imeli naravno vrvico, medtem ko mišmaševci pa lahko uporabijo tudi volno. Malo debelejšo, lahko tudi tanko, ampak takrat morajo res biti pridni in natančni, da bodo vso vazico naredili. Da se zagotovimo, da bo zagotovo vrvica držala, uporabimo vroče lepilo in previdno. Vsak mišmašec lahko uporabi vroče lepilo, ampak pri tem mora upoštevati, da tam, kjer vroče lepilo nanese, se potem ne dotika s prsti. To pomeni, da kanček previdnosti ni odveč. Tako, to bomo torej naredili na spodnjem robu. Na spodnjem robu. Takole si lahko tudi v bistvu olajšamo. Lahko bi začeli pri samem grlu kozarca, vendar nam je takole lažje potem celoten čas, ko navijamo. Predvsem pa tudi, ker je potrebno na samem začetku uporabiti vroče lepilo. Če vam bo kdo pomagal, je seveda dobrodošlo. Takole. In potem, ko takole nalepimo, pa vročega lepila ne potrebujemo več, ampak samo pazimo, da vrvico takole močno pritisnemo ob sam lepilni trak in vrvica se lepo nalepi. Lahko bi pa tudi ves čas uporabljali vroče lepilo, vendar priznam, da je tole obojestranski lepilni trak nam zelo olajša samo delo. Tako kot sem rekla, lahko je torej tale naravna vrvica, lahko bi bila pa tudi kakšna bombažna vrvica ali pa tudi živo pisana barvna volna. Je pa res, da mi dve bova potem naredili še servetno tehniko. V tem primeru pa priporočam, da mišmaševci uporabijo volno, ki je morda bolj svetlejše barve, kakšna svetla rumena, svetlo modra, ampak res tisto svetla, zato da se bo motiv iz servetka tudi videl. Torej, tu že znova
potrebujemo nekaj časa, da vse to navijemo. Midve si ga ne bova vzeli, zato sem jaz doma že pripravila takole nama 2 lončka oziroma 2 tele stekleničke in bova naredili še servetno tehniko. Odlično. Sicer pa tam na koncu vrvico samo odrežemo. Vrvico odrežemo, lepilo drži, če slučajno smo malo nenatančni bili pri rezanju samega obojestranskega lepilnega traku, si znova pomagamo z vročim lepilom, drugače je pa to. Potem, ko imamo takole narejeno vazico, naprimer tudi lahko je kakšna plastična embalaža, ki je malo trdnejša, vedno moramo razmišljati, da bomo potem dali notri rožico, to pomeni, da mora malo bolj konkretna embalaža biti. Plastenke ne priporočam, ker so premehke. In tudi vroče lepilo bi jih stopilo, hkrati pa ne bi bile toliko stabilne na sami mizi, ker to bomo naredili uporabni predmet. Tako, in bi se lahko podrle, ko bi dali rože v vazo. Tako, in bi potem bila žalost na obeh dveh straneh. Potem pa izberemo ene takšne poljubne servetke, seveda mamam vedno podarjamo rože, pomlad je tudi, torej pomeni kakšne ptičje hišice, cvetje raznobarvno, in iz teh servetkov izrežemo poljubne motive. Pri tem je potrebno poudariti, da pri tem ne servetka razplastimo. Namreč vsak servetek je iz 3 plasti in pri servetni tehniki ponovadi vedno poudarjamo, potrebno je samo zgornjo plast potegniti, ko je potiskana, ostale odstranimo. V našem primeru pa ravno nasprotno, ravno zato, da se bo sam motiv videl, ker če bi samo zgornjo plast dali na ta našo vrvico, bi preveč se vpila v samo vlago in ne bi potem motiv izstopil. Za samo potem nanašanje tega servetka uporabimo širok in pa predvsem, da je mehek čopič. Trdi čopiči ne pridejo v poštev, ker bojo našo servetko raztrgali. Uporabimo belo lepilo, ki mu damo malo vode, ampak res malo, ne pretiravamo, da ga malo razredčimo in kar tako na gosto oziroma konkretno, radodarno namažemo tisti predel, kamor bomo dali servetko. Kje pa lahko mišmaševci dobijo takšno lepilo, če ga nimajo doma? V vseh večjih trgovinah z mešanim blagom ali pa v ustvarjalnih trgovinah, papirnicah, to belo lepilo je res na razpolago. Lahko pa tudi očete povprašajo, če imajo v svoji lesni delavnici to naše univerzalno belo lepilo. Torej, tam, kamor bomo dali motiv servetka, premažemo in potem servetek, tako kot sem rekla, nič ne razplastimo, ampak ga samo položimo na tole našo vazico in potem znova obilno iz sredine navzven mažemo in pri tem se trudimo, da resnično lepilo prepoji to našo servetko, ker je seveda troplastna, pomeni, da potrebujemo več lepila kot ponavadi. Zakaj iz sredine navzven? Da mehurčke, ki nastajajo pod servetko, sproti damo ven in s tem pripomoremo, da se bo servetek res spojil samo podlago in ko se bo posušil, bo videti tako, kot da bi narisali na samo vrvico ta naš motiv. Če pa servetek oziroma če pa bi mehurčki ostali noter, torej zrak, da bi ostal noter, ko bi se ta servetek posušil, bi potem se tam tudi raztrgal oziroma bi odstopil s časoma in potem ne bi imeli take vazice z motivom, kot delamo. Vi lahko potem tudi, namreč to lepilo je hkrati služi tudi kot lak, da zaščiti samo vrvico in sam servetek. Evo, potruditi se res moramo, da ni mehurčkov. Se pa vidijo seveda te črtice, kar je popolnoma normalno. In pa, ker imamo mehko lepilo, mehki čopič, pomeni, da tudi nismo servetka raztrgali. Če bi bil že malo trdi čopič, bi servetek seveda se raztrgal, ker to je nežna stvar.
Ko prenehamo z uporabo čopiča v tem belem lepilu, obvezno pod vodo dobro sprati, ker drugače seveda lepilo je lepilo, se čopič strdi in seveda potem čopič ni več uporaben. Ali se nam lahko zgodi, da damo preveč lepila? Verjetno ne. Ne. Mislim, da ne. Na koncu moramo samo počakati, mišmaševci morajo vedeti, da traja nekaj časa, da se posuši. Tako, nekaj časa traja, da se samo posuši, lahko pa, tako kot sem rekla, če seveda preveč nanesete lepila, ga lepo razmažete kar naprej po teh vrvicah, lahko tudi, če želite, da bi še dodatno zaščitili, da bi lahko potem z vlažno krpo obrisali to vazico, lahko tudi celo vazico z lepilom premažete in še dodatno zaščitite vazico kot tako. Potem pa je čisto stvar vaše izbire oziroma vašega okusa. Jaz imam rada čipke in lahko potem še dodamo kakšne čipke okrog tega našega motiva z vročim lepilom. Lahko tudi konec koncev kakšen trak in ga samo zavežemo. Tudi v našem primeru lahko jaz tole vazico oziroma tole čipko samo zavežem, ne uporabljam vročega lepila in znova, ko uporabljate vroče lepilo, pazite, da tam, kjer lepilo nanesete, da ga ne se dotikate s prsti. Uporabite, ne vem, sladoledno palčko, tale leseni del od čopiča in pritisnite, ker čipka ima tudi luknjice, torej pomeni, da lahko tukaj lepilo skozi pogleda in pomeni, da rajši se les dotakne tega lepila kot pa vaši prsti. Ker potem dobite brezplačne, fantastične mehurje, sicer zginejo, ampak malo pa pečejo. Nihče si jih ne želi. Tako, res je. Torej smo lahko res ustvarjalni pri tej vazi in nam manjkajo samo še rože, ki pa jih lahko mišmaševci najdejo na poti v šolo, na kakšnem travniku. Pomlad je tako bogata s cvetjem, da zagotovo kje najdejo kakšno primerno cvetje, od zvončkov do forzici in drugega cvetja, ki ga je res zdaj v izobilju. Tako, cvetje bo sicer enkrat ovenelo, ampak vaza bo pa naši mami ostala zavedno. Tako. Preden nadaljujemo, si privoščimo spet malo glasbe. Ti ne rabiš šminke, v pižami, meni si najlepša. In cvetiš, in dišiš mi po pomladi. Daj, skriva se v visoki travi. Raketa, ti si iz drugega planeta. Pred Da Vinci bi narisal in Prešeren bi o tebi pisal. Med nama so najlepša leta, sladka bolj kot marmelada, moja si razvada. Moja si razvada. Veter kuštra ti frizuro. Ne gleva več na uro. Večeri se, ti si moj numero uno. Daj, počakajva na luno. Raketa, ti si iz drugega planeta. Pred Da Vinci bi narisal in Prešeren bi o tebi pisal. Raketa, pred nama so najlepša leta, sladka bolj kot marmelada, moja si razvada. Moja si razvada. Raketa, ti si iz drugega planeta. Pred Da Vinci bi narisal in Prešeren bi o tebi pisal. Raketa,
V današnji oddaji ustvarjamo za materinski dan. Čas je, da izdelamo še zadnji izdelek, ki pa bo... Obesek. Obesek je lahko za ključe, za na torbico, za kamorkoli. Mislim, da bo tak srčen, tak malo eleganten, predvsem pa bo izjemno izviren in zagotovo ga ne morete kupiti v trgovini. Tako in zagotovo bo tudi všeč našim mamicam. Kaj potrebujemo zanj? Potrebujemo namreč najprej bomo marmorirali papir. Marmorirali ga bomo s flomastri, zato potrebujemo eno plastično mapico oziroma neko podlago, katero bomo poljubno takole pobarvali z flomastri. Tukaj pozor, mišmaševci, ne uporabljati alkoholnih flomastrov, kajti ti ne gredo iz površine, hkrati pa zaradi vsebnosti alkohola ne izhlapijo, oziroma alkohol izhlapi in potem se ne bodo otisnili, tako kot smo si mi zamislili. Zdaj, katere barve uporabljate, je poljubno, vaša odločitev. Takole. Potem pa potrebujete bel pisarniški papir, torej, če smo čisto natančni v gramaturah, 80 gramski papir. Jaz upam, da tule bomo samo malo si za zaščito, da ne posprejemo naše mize. Torej, pomazali smo s flomastri, vzamemo znova vodo, posprejamo z vodo, nastanejo take lepe kapljice. In potem damo tale naš bel papir gor, lepo pritisnemo in voda ter barva se bosta vpile v ta naš papir. Papir seveda mora biti bel. Wow, odlično. In nastane takle naš marmorirani papir. Papir daste na zrak, da se lepo posuši in potem, ko se posuši, seveda ne bova čakali, da se posuši, zato sem že vnaprej pripravila, imamo takole narejen papir, ki nam bo služil za osnovo pri ustvarjanju. Za sam obesek najdite en karton in nanj narišete krog. Zdaj je odvisno, kako debel kartonček imate. Če je tanjši, naredite 2 krogca ali pa več krogcev, ki jih potem med seboj zlepimo. Midva bova tale 2 kroga izrezali. Takole je izvoli. Če mišmaševci imajo te šolske škarje malo slabšim rezilom, bodite vztrajni in takole počasi, kot da bi na nek način grizli, škarjami odrežete krog. Ja? Včasih imajo probleme, kadar zahtevamo, da takole pri nas v hiši generaciji zrežejo krog. In zdaj imamo 2 krogca, ki ju bomo zlepili skupaj. Uporabite lahko vroče lepilo, če pa se ta odloči, da ne bo sodelovalo z nami, pa lahko uporabite tudi čisto navadno trdo lepilo. Tako. Kje pa lahko mišmaševci dobijo takšen pokrovček? To je pokrovček od steklenice, lahko je kakršenkoli pokrovček, oziroma pač morate imeti neko obliko kroga, velikost si določite, kakšen velik obesek, zdaj prevelike obeske ne delati. Imamo le omejen prostor v našem življenju oziroma v torbicah naših mam, tako da naj ne pretiravajo z velikostjo. Potem pa sam ta krogec znova namažemo in ga takole poljubno prilepimo na tale naš marmorirani papir in zrežemo približno krog. Nič hudega, tudi če je kvadrat, ko ni nič narobe.
Ali bi lahko mišmaševci tole obliko na karton torej tudi sami narisali? Tudi ali lahko. je nujno, da je krog, ali je lahko tudi kaj drugega? Jaz sem si izbrala krog, lahko pa izberejo kakršnokoli obliko. Mogoče za začetek, če še niso tako spretni, izberejo krog ali pa naprimer kvadrat, pravokotnik, trikotnik, tudi ta. Lahko pa tudi kakšne zahtevnejše oblike. Ampak karton veste, da je malo debelejši, tako da moramo računati, ali bomo zmogli izrezati ali ne. Tako, s temi oblikami nam bo lažje. Potem takole narežemo do samega kroga tele trakce, premažemo tale naš krog in sedaj bomo posamične listke lepili na sam krog. V bistvu na nek način oblečemo s tem marmoriranim papirjem naš krogec, ki bo na koncu postal obesek. Če je kakšen papir odveč, da je prevelik, vmes lahko brez skrbi odrežemo in s tem tudi na nek način utrjujemo naš obesek. Če bo to obesek za ključe, veste, da se to uporablja vsak dan, da se lahko ob druge predmete podrsne in zato je dobro, da je lepo utrjen. Takole. Takole. Kar je odvečno, takole odrežemo. In imamo narejen sam krogec kot takšen. In potem mišmaševci, odvisno kaj imate na razpolago doma. Lahko uporabljate takšnele polperlice, samolepilne so, lahko uporabljate čipko, lahko pa tudi je konec koncev, če poznate mamico, da ima rada bolj preproste oblike, da nima rada bleščečih zadev, potem tega enostavno ne uporabite. Kar je pa pomembno je pa, da naredite samo luknjico, zato da lahko vanjo potem napeljete vrvico. To pa naredite s kakšno iglo ali pa s kakšnim ostrim predmetom. Morda tukaj prosite za pomoč odraslo osebo, da naredi nam luknjico in potem kaj naredimo oziroma kaj bi napisali na sam naš obesek. Lahko napišete ime vaše mame, lahko napišete samo mami ali pa eno lepo voščilo. Tako lahko napišemo hvala, tukaj imamo še nekaj idej, ki ste jih prinesli s sabo. Lahko napišemo na primer sreča je v tvojem srcu, kaj še imamo potem, ti si sonce, hvala ti. In tako naprej. Ja, poljubno tukaj res, mišmaševci, vzemite si čas, razmislite, kaj vaše mame razveseljuje, kaj bi jim bilo všeč. Imamo vsak svojo mamo, vsaka mama je edinstvena in tako lahko tudi vi edinstven obesek naredite. Tu v našem primeru še napeljemo vrvico. Vrvica je lahko čisto poljubna, tisto, kar najdete doma. Lahko je tudi kakšna bleščeča. Torej, kaj ima vaša mama rada? Me smo zdaj naredili čisto enostavnega, brez perlic, brez čipk in podobno, ker tudi mame so različne. Ene imajo rade te perlice, bleščice in podobno, ene pa ne. Kar bi še pa povedala, pa je, da se otihotapite v mamino tisto lepotilno omarico in poiščete prozorni lak za nohte. In sam tale napis premažete lepo s tem prozornim lakom za nohte in potem se vam bo takole svetilo, hkrati pa tudi dobi dodatno zaščito. Tako da tudi, če kakšna kapljica vode pride gor, je naš obesek še bolj obstojen. Odlično. Tukaj nam lahko torej res dela domišljija, lahko naredimo karkoli, napišemo karkoli, narišemo karkoli, okrasimo kakorkoli hočemo in tako, da bo naši mami všeč. Tako. Vsak otrok najbolje pozna svojo mamo in ve, kaj je všeč in mislim, da pri tem mišmaševci ne bodo imeli problemov. Ja, najlepša hvala za vse, kar ste nam danes pokazali. Malenkost.
Tako, Mišmaševci, dali smo vam 3 ideje, kaj lahko podarite vašim mamicam za materinski dan. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.